Samo pri atmosferci se lahko zgodi, da na mednarodno predstavitev novega Porscheja pošljejo vajenca. Ni pa tu čist tak Porsche, kakor verjetno misliš. Tule za mano je Porsche Cayenne Electric in z imenom glih niso bili diskretni. Ampak če obstaja en model Porscheja, za katerega bi morebiti bilo smiselno, da je električen, pol je verjetno tudi tale. Hear me out. Cayenne je zmeraj bil Porschejev moneymaker. Cayenne je najbolj uspešen in najbolj prodajan Porsche vseh časov. In glih ta masovno proizveden avtomobil, ki je še zmeraj dokaj ekskluziven, je Porschejev skozi leta omogočal, da je ohranil svoje bistvo skozi tiste entuzijast modele. Vprašanje, kje bi bila GT2 pa trojke brez Cayena. Drugače o Cayenu turbo imam jaz ogromno za povedati. Tu je avto, ki si ga ti pa jaz ne mora predstavljati. Ampak pejmo najprej na tiskovko, da ne bom slučajno jaz kaj za bluzo. Dobro jutro, pejmo se pelat. Na izbiro imamo obične avte ali pa turbote in po moje bom edini, ki se bo najprej zagrabil za navadenega. Glih kar sem zvedel, da jih ločeš tako, da ima turbo črn znakec. Evo ga, je ratalo. Z mojim madžarskim kolegom, ki se zdajle skriva tamle gor, sva zbirala, ali čva iti ob morju ali v gore. In meni se zdi, da sva se prav odločila. Veš kaj pa absolutno obožujem? Aerodinamične lopute spredi, aktiven spoiler zadaj, ampak kljuke so pa še zmeraj klasične. Jaz nisem sedel v veliko Porschejih, ampak včeraj na tiskovki so res poudarjali, da se trudijo, da je ta avto po občutku čim bolj Porschejevski. Ne vem, kako se počutim glede tele poplave zaslonov, ampak še zmeraj dobiš fizične gumbe za klimo. Najbolj zanimivo je pa tudi, da je tale sredinski ekran dejansko ukrivljen. Tale del je bolj mehak, da daš ga roko in pol lepo tipkaš svoje zadeve. Je pa čisto rahlo ukrivljen tudi tale volan pred voznikom, ki daje veliko informacij, ampak ne morem pa reči, da je moteč. Tale običen Cayenne ima zračno vzmetenje in eno kopico možnih nastavitev. Vsi električni Cayenne bodo imeli baterijo z bruto kapaciteto 113 kWh. Rekli so, da je realnih 450, ampak jaz slutim, da odvisno od vožnje je lahko tudi dost manj. Pa če te slučajno zanima kufer, tam okoli 780 litrov. Ne glede na vse so včeraj inženirji rekli, da se bo vozniška izkušnja tega avta lahko primerjala z Boxsterjem ali pa z 911. In čeprav se pele vrhunsko, moram reči, da tule za tega še zdaleč ni res. Ampak zdajle gremo nazaj do hotela, kjer poberemo turbota. Tist bo dobil pa posebej video.